Skoraj vsak alfabet na Zemlji se je počasi razvijal, po naključju, skozi tisoče let. Toda en je bil izumljen, namenoma, strani ene osebe, in točno vemo, zakaj je vsaka črka oblikovana tako, kot je. To je zgodba o Hongeul, korejskem alfabeta, ki se ga boste kmalu naučili. Hongeul ima le 24 osnovnih črk, 14 soglasnikov in 10 samoglasnikov. Iz teh 2-4 lahko sestavite tisoče zlogov. Primerjajte z angleščino. In, dr, iste črke, 3 različni zvoki. Hongeul tega skoraj nikoli ne počne. Vidite črko in jo lahko preberete. In to ni le korejska ponos. Svet je opazil. UNESCO, kulturni organ Združenih narodov, podeljuje globalno nagrado za pismenost, poimenovano po kralju, ki je ustvaril Hongeul, nagrada za pismenost kralja Sejonga. Izvirni rokopis, ki razlaga Hongeul, je vpisan v register UNESCO-ove spomina sveta. Britanski jezikoslovec Jeffrey Sampson je izumil povsem novo kategorijo, fitural, samo zato, da bi jo opisal, in Hongeul je označil za eno največjih intelektualnih dosežkov človeštva. Jared Diamond, znanstvenik, nagrajen s Pulitzerjevo nagrado, je to označil za ultraracionalni sistem. Toda najlepši del je, zakaj je bil ustvarjen. V Koreji 15. stoletja je branje pomenilo obvladovanje tisočih kitajskih znakov. Samo privilegirani so to lahko počeli. Navadni ljudje niso imeli možnosti, da bi zapisali svoje misli. Kralj Sejong je verjel, da je to narobe. V njegovih besedah, zvoki našega jezika se razlikujejo od tistih iz Kitajske. Zato je ustvaril pisavo, ki se je lahko naučil vsak. Njegovo ime, Hunmin Jeongeum, pomeni pravilne zvoke za poučevanje ljudi. Tukaj je genialnost. Sejong je preučeval, kako človeška usta ustvarjajo zvok. In oblikoval vsak soglasnik kot usta, ki ga ustvarjajo. Zadnji del jezika se dviga proti grlu. Konika jezika se dotika grebena za vašimi zobmi. Oblika zaprtih ust, zob. Odprto grlo. Vsaka črka je slika vaših ust. Samoglasniki so še bolj poetični. Začnejo se s 3 znaki, pika za nebo, ravna črta za zemljo, pokončna črta za človeka, ki stoji med njima. Nebo, zemlja in človek, in iz teh 3 raste vsak korejski samoglasnik. V korejščini je soglasnik imenovan otroški zvok, samoglasnik pa materinski zvok. Soglasnik sam ne more govoriti. To do trenutku, ko se sreča s samoglasnikom, se rodi zlog. Plus. Kot otrok, ki raste ob materi, se črke združujejo, da ustvarijo besedo. In 600 let kasneje, Hongeul popolnoma ustreza sodobnemu svetu. 24 črk, združenih v trenutku, tipkate točno to, kar slišite. Na tipkovnici pametnega telefona je malo pisnih sistemov hitrejših. Danes se ljudje povsod učijo hangula. Privlačeni s K-popom, kadramami in korejsko kulturo. In skoraj vsi so presenečeni nad isto stvarjo. To je veliko lažje, kot sem pričakoval. Ker ko enkrat vidite logiko, lahko resnično berete korejsko, hitro. Hongeul nikoli ni bil ustvarjen za močne. Ustvarjen je bil, da bi lahko vsakdo, kdorkoli, bral in pisal. 600 let kasneje ostaja ena najbolj izjemnih idej v človeški zgodovini. In ko se učite hangula, se naučite le črk. Srečujete sanje kralja, ki je verjel, da si vsak človek zasluži glas. Začnimo. Danes lahko preberete svoj prvi korejski, brezplačno, na keren.mje.som.com.